Danes v Pomurskem dnevniku. Štrki poleteli do gnezda. Invalidnost in prenehanje delovnega razmerja. Za računalniškimi igricami 7 ur na dan. Občinska nagrada za krizni center za mlade. Vreme, jutri bo pretežno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnjem Pomurskem dnevniku. V Veliki Polani že od nedelje poteka Pomurski poletni festival. Že tretje leto v okviru festivala poteka tudi tekmovanje Štrk-si. Gre za tekmovanje oziroma izziv, v katerem morajo tekmovalci izdelati kostum bele štorklje, nato pa tekmovati v letu od gnezda do gnezda, da prinesejo otroka na pravi dimnik in da najdejo čim več žab. S tekmovanjem želijo organizatorji opozoriti in ozavestiti ljudi o pomenu bele štorklje oziroma štrka v tej regiji. Kostum štrka mora biti čim bolj podoben dejanski beli štorklji. Pred poletom si mora štrk dobro pritrditi krila. Med obvezno opremo tekmovalcev, ki so se za en dan preobrazili v belo štorkljo, pa spada tudi čelada z znamenitim rdečim kljunom. V bistvu je bilo čisto tako spontano. S prijateljem sem šla na pijačo, pa gremo, pa smo se poklicali, pa smo šli. Dobili smo se zjutraj, naredili smo ta kostim v 2-3 urah, smo se zabavili, imeli lepo, zdaj pa smo prišli, da se malo še podružimo. Let čez nogometno igrišče obiskovalci opazujejo z navdušenjem, tekmovalci pa si v zraku na vse načine pomagajo, da bi poleteli čim dlje. Tekmovalec, glavni Štrk, torej oblečen v kostum bele štorklje, je pripet v jekleno vrv, preleti igrišče nogometno po širini in najprej se je potrebno znebiti strahu pred višino, pred letenjem in šele potem se lahko prijaviš. V boj z moškimi ekipami se je podala tudi ena v popolni ženski zasedbi, pa jih je bilo kaj strah. Zdaj več ne, na začetku je bilo, prvo serijo, te pa več ne. Svojimi rdečimi kljuni so morali tekmovalci med drugim loviti žabe in jih čim hitreje prenesti v gnezdo. V vlogi bele štorklje se je preizkusil tudi Goran Titan, ki se je za udeležbo odločil dan pred tekmovanjem. Svoj prvi polet je z nasmehom na obrazu opisal takole. Ja, čist drugače. Ko si doli, je kar drugače. Malce je straha prisotnega bilo. Čeprav je večino tekmovalcev pred prvim poletom nekoliko strah, organizatorji zagotavljajo, da je polet čez igrišče varen. Varno, to je najbolj pomembno in zato se tudi vsako leto trudimo, da so res zadeve tehnično zanesljive, da se jim ne more nič zgoditi in vsi, ki so preleteli že igrišče, pravijo, da je v zraku čudovito, tako da se splača poizkusiti. Sicer pa ima tekmovanje poleg zabave tudi širši pomen. Seveda zabavi, atrakcija je, ker se dogaja pretežno v zraku, obenem pa želimo s tem ozavestiti ljudi o pomenu bele štorklje in jih tudi informirati vsako leto znova o tem, kako je potrebno skrbeti za naravo, da štorklje ne bodo izumrle. Bela štorklja je sicer prepoznavni znak Velike Polane. Ena si je v varnem zavetju gnezda ogledala tudi tokratno tekmovanje. Poškodba pri delu, poklicna bolezen, siceršnja bolezen ali poškodba zunaj dela lahko privede do invalidnosti, lažje ali težje. Takrat so pogosto na udaru pravice delavca. Danes se bomo pogovarjali prav o takšnih primerih. Z nami je Matevž Kmetec, pravni svetovalec Zavoda PIP. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kdo torej pri nas ugotavlja invalidnost? Ugotavljajo Invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in sicer na predlog osebnega zdravnika ali na predlog zavarovanca samega. Znano je, da prva kategorija invalidnosti pomeni nezmožnost za delo oziroma svoj poklic. Kaj pa pomeni ta druga in tretja kategorija invalidnosti? Razlika med tema dvema kategorijama je v delovni nezmožnosti. Če je delovna nezmožnost višja od 50%, potem govorimo o drugi stopnji. Če je pa delovna nezmožnost manjša od 50%, pa o tretji stopnji invalidnosti. Pri tem je recimo tako, da če je delavec zmožen za delo, ki ga opravlja v istem poklicu,
v vsaj 4 urah, potem je to 3. stopnja invalidnosti, prav tako je 3. stopnja invalidnosti, če delo lahko opravlja za polni delovni čas, vendar ne več na tistem delovnem mestu, ki ga je opravljal do takrat. Ima delavec v primeru ugotovljene invalidnosti tudi kakšne obveznosti? Če so pravice iz naslova invalidnosti dodeljene delavcu v starosti do 45. leta, potem je predviden obvezen kontrolni pregled, ki se pa lahko predpiše tudi po 45. letu, opravlja se pa tam predvidoma enkrat na 5 let. Vzemimo, da odločba invalidske komisije ZPIZ delavcu prizna 3. kategorijo invalidnosti z določenimi omejitvami. Ali lahko delodajalec zaradi invalidnosti delavca odpusti? Sama invalidnost še ni zadosten razlog za odpoved delavca. Lahko sicer delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi delavcev invalidov, vendar pod določenimi strožjimi pogoji. Izpolnjeni morajo biti posebej utemeljeni razlogi za odpoved in pa delodajalec ne more zagotoviti dela delavcu invalidu na drugem ustreznem delovnem mestu. Preverjanje vseh teh pogojev pa poteka strani posebne komisije pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in če ta komisija poda pozitivno mnenje, potem je odpoved tudi takrat možna. Kaj pa se zgodi, če delodajalec te komisije sploh ni zaprosil za mnenje in kako naj delavec sploh ve, če je delodajalec zaprosil za mnenje? Delavec bo to najlažje videl iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki mu je bila vročena, saj se bo delodajalec na mnenje te komisije skliceval. Takrat si naj delavec tudi priskrbi oziroma zahteva kopijo tega mnenja. Vkolikor pa delodajalec ni pridobil mnenja te komisije oziroma je zaprosil za mnenje, pa je mnenje bilo negativno, v tem primeru je takšna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita. In takšno odpoved mora delavec izpodbijati v roku 30 dni. Tega roka ne sme zamuditi, to je zelo pomembno, kajti potem so lahko posledice za takšnega delavca zelo hude, zato v takšnem primeru svetujem takojšen posvet s pravnikom. Tako, povedala sva nekaj pravil, nasvetov, kako ravnati v primeru invalidnosti. Najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala za povabilo. V zadnjem času lahko skorajda na vsakem koraku opazimo nekoga, ki na svojem telefonu igra igrico. Trenutno ena najbolj priljubljenih igric je Pokémon Go. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji 2,5% osmošolcev zasvojenih z igranjem računalniških iger. Strastni igralci računalniških iger za sebe pravijo, da se počutijo kot tempirana bomba. Z igranjem iger pričenjajo pri povprečni starosti 5,5 leta in med vikendi igrajo skoraj 7 ur na dan. Raziskava o vedenjskih zasvojenostih med mladimi v Sloveniji, v katero je bilo vključenih 1071 slovenskih osmošolcev, je pokazala, da je 82,1% anketirancev v zadnjem letu igralo računalniške igre. Mladi pričnejo igrati računalniške igre pri povprečni starosti 7 let. Med delovniki igrajo igre povprečno 1,7 ure dnevno, ob koncu tedna pa skoraj 2,5 ure na dan. Tisti, ki so zasvojeni, začnejo v povprečju igrati računalniške igre pri zgodnjejši starosti kot ostali. Igrajo pa tudi bistveno več od sovrstnikov. Med delovnimi dnevi 5,4 ure na dan, med vikendi pa v povprečju 6,9 ur na dan. Pretirano igranje računalniških iger je bolj značilno za fante. Strastni igralci računalniških iger se bolj kot svoji sošolci vključujejo v razburljive dogodke in so bolj nagnjeni k uživanju v tveganih aktivnostih, navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Ti osmošolci tudi bolj uživajo, ko nadlegujejo druge ljudi, hitreje izgubijo živce, ko se razjezijo in pogosteje ne delajo domačih nalog. Tudi letos so po občinskem prazniku Mestne občine Murska Sobota podelili priznanja in zahvale. Letošnji dobitnik občinskega priznanja Janko Kodila je denarno nagrado podaril v dobrodelne namene.
Podjetnika Janka Kodila sta kot kandidata za dobitnika občinskega priznanja predlagala Pomurska gospodarska zbornica in župan Aleksander Jevšek. Ob praznovanju občinskega praznika je Kodila prejel priznanje z denarno nagrado v višini 1500 evrov. Kodila se je odločil, da denarni znesek podari kriznemu centru za mlade v Murski Soboti. Donacijo sta Kodila in Jevšek simbolično predala vodji centra Simoni Neuwirth Bokan. Spomnimo, da je občina pred kratkim skupaj s podjetjem Pongrad poskrbela za zamenjavo oken na objektu. Poleg topline, ki jih žarevajo zaposleni v centru, bo drugi dom za mlade prijatelje tako še toplejši. Blagovne znamke Radenska, Ravš, Kofula, Rajec, pa tudi Semtex, Vineja in Ugo so bile v preteklem obdobju zelo uspešne pri potrošnikih. Zato je skupina Kofula v prvi polovici letošnjega leta zabeležila 3,3% višje prodajne prihodke kot v enakem obdobju lani. Beležijo večjo prodajo v Sloveniji, Radenska pa je zelo uspešna pri potrošnikih. V prvi polovici letošnjega leta so prodajni prihodki skupine znašali 129 milijonov evrov. Tako je bila skupina tradicionalno uspešna v češko-slovaški regiji, pa tudi v Sloveniji. Da trg brezalkoholnih pijač počasi raste, a se hkrati nadaljuje padanje cen kola, pijač in sirupov, je izpostavil tudi generalni direktor skupine. Poslovanje v češko-slovaški regiji in Sloveniji še vedno razveseljuje delničarje skupine Kofola. Najnovejša pridobitev skupine Kofola je slovensko podjetje Radenska, proizvajalec istoimenske mineralne vode. Lani je Radenska svoj portfelj tradicionalnih mineralnih voda ter pijač Ora in Oaza dopolnila z blagovnimi znamkami priljubljenih hrvaških pijač Nara, Inka in Vočko. Radenska je postala tudi proizvajalec in distributer portfelja pijač PepsiCo za slovenski in hrvaški trg. Na sobotainfo.com med drugim pišejo o novih vsebinah, ki se obetajo zapuščenemu objektu stare ekonomske šole v središču mesta Murska Sobota. Tam naj bi v prihodnje bil muzej evangeličanske, judovske in romske kulture. Več si preberite na sobotainfo.com. Mi pa vam v nadaljevanju ponujemo še kratke novice. Kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh, pa si poglejte v nadaljevanju, saj smo za vas pripravili podrobno vremensko napoved. Danes je bilo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Opoldne je bilo najtopleje v Lendavi, kjer so izmerili 25 stopinj Celzija. 2 stopinji manj je bilo v Murski Soboti. V Radencih na Goričkem pa je termometer pokazal 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro delno jasno. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 16 stopinj Celzija. Čez dan bo dokaj sončno, temperature se bodo povzpele do 29 stopinj. Tudi v četrtek in petek bo sončno in vroče. V petek zvečer bodo predvsem na severozahodu možne krajevne nevihte. Dnevne temperature se bodo gibale okoli 30 stopinj Celzija. V soboto bo delno oblačno. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri ob istem času na istem programu. Imejte se lepo in srečno do jutri.